Evo, nas smo v tretjem sklopu, se pravi, v bistvu gre tu za en tak zelo socialni čut in vzamemo si čas in analizirajmo, natančno poslušamo, kaj se nam pove, kajti vedno več ljudi v mestni občini Ptuj, predvsem na marginali, dobesedno veljamo za pičkin dim. Je tak? Pardon izrazu. Sem povedal na nivoju kafiča. Ker ljudje niso slišani, dobivajo birokratske odgovore in dobijo občutek, da so nič vredni. Jaz pa trdim, da vsak človek je vreden, vsak človek šteje in nismo vsi strokovnjaki za vse, sigurno pa imamo vsi kako dobro idejo v glavi. In enkrat bomo eno dobro idejo dobili od nekoga, drugič od drugega, vmes bomo dobili tudi kakšne take malo hecne ideje, ampak nič ne de, ne? Jaz pravim, več glav, več ve, dajmo to na kup, dajmo to se pogovarjati in potem zberemo tisto neko najoptimalnejšo rešitev. In jaz verjamem, da najbolj preprosti ljudje tudi najmanj zakompleksano razmišljajo in dajo velikokrat rešitve na dlani. To je pa tista zdrava kmečka pamet, ki smo jo že za to birokracijo, pa z ne vem kakimi učenimi zgodbami, ne vem čem smo jo čisto pozabili, povozili in si zakomplicirali življenje, pa ne bi bilo treba. Kaj je en taki tvoj najlepši in najslabši spomin v tem kontekstu v karieri mestne svetnice? Nekaj najlepšega, kaj se je zgodilo, pa nekaj najbolj brutalnega? Meni je bilo vedno najlepše, ko je kaki občan ali pa občanka pristopil k meni, pa sem dobila tisto iskreno zahvalo, pohvalo, tudi kritiko, kdaj pa kdaj, ampak to mi je bilo tisto najboljše. Najslabše pa pridemo spet do tega, no, da enostavno se ene stvari ne razumejo, da se ne želijo razumeti ali ne vem, tisto in potem imaš tisto frustracijo visi v zraku. Če pa je v redu stvar, jaz pač, ko si nekaj zapičim v glavo in v to verjamem, jaz to pol teram, jaz sem pol pač malo trmasta, dosadna, ampak ko sem res prepričana, da je stvar dobra, bom šla z njo do konca, pa tudi bo trajalo to 2 meseca, 2 leti ali pa enkrat bo, tako da to, nekje, no. Jaz vem, da to, kar bi morda kdo izmed malo zamegljenih v glavi trdil, ne drži, zato bomo rekli, da zdaj ti nekako negiraj. Kako bi Nuška Gajšek negirala tisto neko pavšalno trditev, ja, se je to samo neka SD-evka, ki so na tečaju naučili govoriti, ful govori, pa nič pove. Kako to negiraš? Ja, jaz vem, da ni, ker sem videl. Ne, prvo, jaz nisem imela nobenega tečaja, jaz sem retorični samouk, to se verjetno tudi vidi, ne, šalo na stran. Jaz sem v prvi vrsti jaz sem v prvi vrsti človek, ki mora svoji družini, svojima staršema pogledati v oči, sama sebe moram pogledati v ogledalo in sem človek, ki rada mirno spi, pa čeprav malo spim. In meni je to več vredno od bilo česa drugega, da lahko ljudem z mirno vestjo pogledam kadarkoli v oči in to je to. Dobro, se vidimo v naslednjem sklopu.